Iran je pravkar naredil eno najbolj briljantnih in premišljenih potez, kar smo jih od njih videli v zadnjih letih. Uspelo jim je ujeti Netanjahuja pri preizkušanju Trumpa in poskušajo prepisati pravila tega konflikta v svojo korist. Ali jim je dejansko uspelo, je povsem odvisno od odločitev, ki še niso bile sprejete. Vendar morate za razumevanje, kaj je pri teh odločitvah na kocki, najprej razumeti, kaj je Iran pravzaprav poskušal doseči. Ker je medijska različica dogajanja tega konca tedna in resnična različica dve povsem različni zgodbi. In prav zato smo tukaj. Dobrodošli v oddaji New York Case na JNS TV. Poskusimo razjasniti te nore dogodke. Torej, vsi že vemo, da se je Iran v nedeljo odločil izstreliti balistične rakete na Izrael. In da bi razumeli, zakaj so se za to odločili ravno v času največjih pogajanj, potrebujete približno 90 sekund ozadja. Potem pa lahko preidemo na tisti del, ki je res pomemben. Hezbollah, oboroženi proksi Irana, ki nadzoruje velike dele Libanona in je v bistvu podaljšek iranske države z libanonskim naslovom, se je novembra 2024 strinjal, da se umakne z izraelske meje in se razoroži kot del premirja, ki so ga posredovale ZDA. Libanonska vojska, ki je ločena državna institucija in je več let poskušala sobivati s Hezbollahom, ne da bi se z njim neposredno spopadla, bi morala prevzeti nadzor nad jugom. Nobeno od tega se ni zgodilo. Hezbollah je še naprej obnavljal svoje sile in še naprej izstreljeval drone ter rakete čez mejo. In ko se je konec februarja začela mejna vojna z Iranom in je bil Homeini Hamenej ubit, je Hezbollah naredil točno to, za kar je bil ustanovljen, in odprl drugo fronto ter obsežno napadel Izrael. Izrael je seveda nadaljeval z napadi v povračilo. Hezbollah ima taktiko, ki se jo je neposredno naučil od Irana in je sestavljena iz dveh delov. Uporabljaj premirja za obnovo in da se lahko sčasoma ponovno boriš. Ter nenehno preizkušaj, kako daleč lahko greš, preden te kdo ustavi. Torej, koliko raket lahko izstreliš. Nekaj časa se je ta vzorec nadaljeval. Hezbollah izstreli, Izrael odgovori, nato pa je Izrael začel početi nekaj, kar je Hezbollahu vznemirilo. Potisnili so globlje na libanonsko ozemlje, kot je Hezbollahu ustrezalo, ustvarili pravo varnostno območje in začeli napadati Bejrut, prestolnico, kar pomeni, da se Izrael ni več ukvarjal samo s postojankami na jugu, ampak je napadal infrastrukturo, poveljniške centre, srce operacije. Dahija, operativni štab Hezbollaha v južnih predmestjih Bejruta, kjer se usklajuje vodstvo, orožje in finance, je bil zdaj pod napadom. Napad na Dahijo je pomenil napad na srce operacije in to je nekaj, česar Iran ni mogel dovoliti. Zakaj, bomo razložili v trenutku. Zaradi teh stalnih sprememb in stopnjevanja vojne Izraela s Hezbollahom se ZDA odločijo posredovati. Trump je Netanjahuju po telefonu povedal v izrazih, ki jih je en uradnik povzel precej bolj barvito, kot bi to nakazovala katerakoli javna izjava, in mu rekel, da mora nehati. Netanjahu tega ni mogel uradno potrditi, zato so dosegli ločeno neformalno dogovor. Hezbollah bi prenehal obstreljevati severni Izrael, Izrael pa bi se vzdržal napadov na Bejrut. To je bil dogovor, vendar se je seveda v nedeljo zjutraj Hezbollah vseeno odločil izstreliti rakete na severni Izrael. Izrael je, kot je obljubil, napadel poveljniški center v Dahiji. Iran, ki je javno opozoril, da bo vsak napad v Bejrutu sprožil povračilne ukrepe, je to tudi uresničil in vse skupaj dvignil na povsem novo raven. 11 balističnih raket v več valovih proti severni izraelski letalski bazi. Vse so bile prestrežene, hvala Bogu, brez žrtev. To je torej ozadje dogajanja. Izrael in Hezbollah sta bila v teh nenavadnih pogajanjih o premirju, kar je Iran nekoliko zmotilo. In da bi jih pomirili, so ZDA poskušale posredovati z novim dogovorom, ki v resnici ni bil dogovor. Hezbollah pa ga je popolnoma prezrl. Izrael je odgovoril, nato pa je na to odgovoril Iran. Torej, kaj se v resnici dogaja pod vso to zmedo? Ker je bila ta izmenjava rakete, napad na Bejrut, iranske rakete, od zunaj videti kot stopnjevanje, ki je ušlo izpod nadzora. V resnici pa je Iran izvajal strategijo, ki jo je gradil že leta. Pred prejšnjim tednom so jedrska pogajanja z Združenimi državami resno zastala. Iran je dejansko prekinil pogovore 1. junija, potem ko je Trumpova ekipa zahtevala spremembe, ki jih je Iran ocenil za nesprejemljive. Spremembe glede zalog visoko obogatenega urana in glede tega, kdo nadzoruje Hormuško ožino. Odziv Irana ni bil iskanje kompromisa, temveč zaostrovanje lastnih zahtev, saj je vztrajal, da mora sam upravljati ožino in da ne bo prenesel svojega urana pod ameriško skrbništvo. Na tej točki se vsi ti detajli zdijo le veliko hrupa, ker ena stran nekaj sprejme, potem pa druga stran reče, da to ni v redu in tako naprej in tako naprej. In pogajanja se še naprej ustavljajo. Kot je dejal eden od svetovalcev vrhovnega voditelja po izraelskem napadu na Bejrut, je bila miza zdaj že tretjič zažgana, vendar to v resnici ne drži. Ta miza v resnici nikoli ni obstajala, ker Iran v resnici ni zares zainteresiran za jedrski sporazum. In da bi razumeli ta pogajanja, morate tudi razumeti, da ima Iran veliko bolj nujno in bolj eksistencialno skrb
In ta skrb je preživetje Hezbolaha. Od prekinitve ognja aprila so Združene države zavzemale trdno stališče, da sporazum zajema Iran in ne zajema Libanona. To pomeni, da lahko Izrael še naprej oslabi Hezbolah, kolikor želi, medtem ko je Teheran zaščiten pred nadaljnjimi napadi. Iranu to ni všeč in se temu stališču upira že od samega začetka. Aprila je bilo celo zapisano, da se morajo ZDA odločiti med prekinitvijo ognja ali nadaljevanjem vojne prek Izraela. Ne more imeti obojega. Nanašalo pa se je tudi na prekinitev ognja s Hezbolahom. Predsednik iranskega parlamenta je dejal, da so kakršnakoli pogajanja nesmiselna, če se bo vojskovanje v Libanonu nadaljevalo. Svetovalec vrhovnega voditelja, ki se je v Iranu srečal s predstavniki Hezbolaha, je izjavil, da je vsaka prekinitev ognja, ki izključuje Hezbolah, preprosto nepomembna. Zakaj pa jim je Hezbolah tako pomemben? Pravzaprav je zelo preprosto. Če oddajo spremljate že nekaj časa, že veste, da Iran deluje po zelo natančnem priročniku, katerega edini namen je dolgoročno preživetje Islamske republike. Ne gre za zmago, vedno gre za preživetje. In način, kako so se zgradili, temelji prav na tem enem osnovnem načelu preživetja. Za preživetje so zgradili mrežo proksijev po vsej regiji, tako da če je eden prizadet, lahko drugi obnovi in nadomesti izgubo. Predstavljajte si to kot eno tistih iger na sejmu, kjer s kladivom udarite en cilj, nato pa se naslednji pojavi nekje drugje. Ker se Iran sam sooča z uničujočimi finančnimi sankcijami in možnostjo bo moral sprejeti dogovor, razumejo, da bodo morda morali biti nekaj časa tiho. A jih to prav posebej ne skrbi, saj imajo po njihovem mnenju ves čas na svetu. Verjamejo v svoje prerokbe in čakajo na svoj trenutek. Vendar pa želijo v vsakem obdobju prisilne tišine vedeti, da njihove posredniške skupine gradijo, nadomeščajo in širijo, saj mora seveda vladati teror. Zato je Hezbolah njihova najpomembnejše orodje prav zato, še posebej zdaj, ko so v veliki meri izgubili Hamas. Vendar pa obstaja še ena plast, ki jo je vredno omeniti, saj predstavlja tudi spremembo. Do letos je bil Iran previden, da javno ni potrjeval svojih povezav s svojimi posredniškimi skupinami. To je bilo znano dejstvo, vendar ga niso oglaševali, deloma zato, da bi ohranili iluzijo ločenih gibanj in deloma, da bi omejili svojo odgovornost. Zdaj nenadoma ne le priznavajo odnos, ampak ga kričijo celemu svetu in grozijo, da bodo uničili celoten jedrski sporazum. Če Hezbolah, teroristična organizacija, ni zaščitena in neposredno strelja na Izrael v obrambi Hezbolaha. To je res pomembna sprememba in veliko pove o tem, kako zelo se je spremenila celotna računica. In obstaja še ena, še globlja plast pod skrbjo za Hezbolah, ki vam natančno pove, kaj je Iran v resnici iskal ta konec tedna. Ko se približujejo še enemu jedrskemu roku, trenutno že 178. roku po vrsti, želijo preizkusiti Trumpa. Verjamejo, da blefira, da njegove grožnje z vojaškimi ukrepi niso resnične. In če je to res, lahko še naprej zavlačujejo in odlašajo s pogajanji, kolikor dolgo želijo, ker vedo, da si Trump želi tega dogovora bolj kot karkoli drugega. Ampak želijo potrditev te teorije. Tako se pod pretvezo zaščite Hezbolaha odločijo streljati na Izrael, vedo, da mora Izrael odgovoriti. Vsaka država, ki spoštuje samo sebe, bi to storila. In obstaja samo ena stvar, ki bi preprečila Izraelu, da ustrezno odgovori, in to je Trump. Če Trump posreduje in zadrži Izrael, ima Iran svoj odgovor. Dogovor si želi tako močno, da je pripravljen prenesti skoraj vse, kar Trumpa postavi neposredno v izgubljeni položaj. Točno tja, kjer si Iran želi, da bi bil. In kot dodatek lahko vzpostavijo tudi novo normo. Iran lahko strelja na Izrael, državo pahne v kaos za nekaj dni in tako kot rakete Hezbolaha na severu ter napadi Hamasa na jugu, to preprosto postane del vsakdana. Izrael se mora soočiti z dejstvom, da nanj izstreljujejo rakete. Ko so se odločili streljati na Izrael, je bila to tvegana poteza. A žal so jo za nas nekako pošteno dobili. Trump je Izraelu rekel, naj se umakne, Iranu pa naj se vrne za pogajalsko mizo. Da Izrael je izvedel povračilni napad, ki je zadel evakuirano poveljstvo v Dahiji in sekundarne objekte v Iranu. Dovolj, da so lahko rekli, da so odgovorili. Iran pa je napovedal, da začasno ustavlja vojaške operacije. A škoda je bila storjena. Iran je ustvaril novo normo. Trump pa je pokazal svojo obupanost, vsaj po njihovem mnenju. In seveda je Iran pristal na umiritev le pod pogojem, da je v to vključen tudi libanonski front, pri čemer je opozoril, bodo vsakršni nadaljnji izraelski napadi v Južnem Libanonu sprožili močnejši odziv. Prav to povezavo pa je že zadnjih nekaj mesecev poskušal uveljaviti v pogajalskem okviru. V enem samem vikendu je Iran v premirje kot dejanski pogoj vgradil zaščito Hezbolaha in vzpostavil, da lahko neposredno odgovori vsakomur, ki ga Izrael napade. In zagotovil, da bo, če bo dogovor na koncu podpisan, preživetje Hezbolaha del vsega, kar bo iz tega izšlo, zagotovljeno z dejanji in ne le s pogajanji.
To je za njih ogromna strateška pridobitev. In v svojem bistvu, onkraj vse te strategije, se vse skupaj vrača k nečemu preprostejšemu. Iran želi ponižati Izrael, svetu dokazati, da zmagujejo, in Netanjahuja spraviti v položaj, kjer izgubi v vsakem primeru. Kar nas pripelje do tega, kaj se je zgodilo z Netanjahujem. Kot smo pogosto razlagali v tej oddaji, se v politični areni vedno dogaja več kot ena stvar. Novice naredijo, da je videti preprosto, a nikoli ni tako. Politik na Netanjahujevi ravni vedno žonglira vsaj dve stvari hkrati. Svoj osebni politični obstanek in mednarodne odnose, ki omogočajo preživetje države. Netanjahujevo politično preživetje je vedno temeljilo na eni trditvi. On je tisti, ki ohranja Izrael varen. Tukaj je zanimivo dejstvo. Izraelski volivec je globoko razdeljen. Približno polovica države verjame, da je on največja grožnja, s katero se država sooča, medtem ko druga polovica verjame, da je on edini, ki je sposoben opravljati to delo. In za tiste volivce, ki ga podpirajo, je pomembno, da vidijo, da bo vedno postavil Izrael na prvo mesto, da se ne bo uklonil zunanjim pritiskom. Partnerstvo z Ameriko je resnično, vendar je on tisti, ki skrbi, da to nikoli ne bo na račun Izraela. Trump je resnično eden najbolj priljubljenih tujih politikov v zgodovini Izraela. Netanjahujevo prijateljstvo z njim pa je nekaj, v čemer je njegova volilna baza našla pravo uteho. Skupni dosežki, občutek močnega zaveznika, občutek varnosti, ki ga to prinaša. Toda ta naklonjenost ima svojo mejo. Ljubezen do Trumpa ne presega ljubezni do Izraela. In s časom so izraelski volivci začeli spoznavati, da Trump, kljub vsem svojim prizadevanjem in iskreni podpori, seveda postavlja Ameriko na prvo mesto. In to včasih pride na račun Izraela. Od Netanjahuja pričakujejo, da bo tisti, ki bo Izrael pred tem zaščitil. Da bo Trumpov partner, ne pa podrejen. Ta razlika pomeni vse za njegovo volilno bazo. Ko ga torej Trump pokliče in mu v bistvu reče, naj se umakne, je Iran postavil Netanjahuja v past brez čistega izhoda. Da se maščuje Iranu in tvega razpad odnosa s Trumpom ravno v trenutku, ko se dogovarjajo o sporazumu. Zadržati se in izpasti kot voditelj, ki je popustil ameriškemu pritisku, medtem ko so iranske rakete padale na sever. Pravzaprav oba izida koristita Iranu. In Netanjahu, ki bi se razšel s Trumpom, destabilizira zavezništvo, ki je Iran držalo v precej močnih okovih. Po drugi strani pa Netanjahu, ki prenese napad brez pomembnega odziva, izgubi zaupanje svojih volivcev, kar bi lahko pomenilo, da naslednjič ne zmaga. To je seveda nekaj, kar si sovražniki Izraela želijo. Na koncu se Netanjahu javno ni oddaljil od Washingtona. Izraelski odziv pa je odražal vse te omejitve. Da Izrael se je odzval na napade, vendar je bil odziv čim bolj minimalen. Hkrati pa je delovalo, kot da napadalci niso ušli brez posledic. Načelnik generalštaba IDF je javno povedal, da je bila vojska pripravljena udariti v trenutku, ko bi politično vodstvo dalo zeleno luč. Na ta način je jasno povedal, da je omejitev pri odločitvi vlade in ne v vojaških zmožnosti. Mark Levin je napisal tweet, ki mi ne gre iz glave, v katerem je v bistvu rekel, da če Izrael in Amerika ne bi imela zavezništva, bi bil Iran izbrisan. Ker če bi bilo to odvisno od Izraela, bi Izrael odgovoril tako, kot je treba. A žal Izrael trenutno potrebuje zavezništvo ZDA in ljudje v Izraelu se ne pustijo preslepiti. Vidijo, kaj se je zgodilo in niso zadovoljni. Še posebej zato, ker razumejo, da če je Iranu to enkrat uspelo, bodo naključni iranski napadi zdaj postali nova norma. Če jim to uspe brez posledic in jim je, bodo to storili znova, ker je to njihov vzorec. To je tisto, kar počnejo. Pritiskajo in pritiskajo in pritiskajo in se jim to izide brez posledic, ker razumejo, da se mora druga stran zadržati. Seveda je to globlja tragedija politike. Ko politik sprejema odločitve na podlagi tega, kaj želi njegova koalicija, namesto tega, kar trenutek dejansko zahteva. In v tem primeru, kaj želijo ZDA v primerjavi s tem, kar potrebuje Izrael. To je cena, ki se ne pojavi v nobenem dogovoru o premirju, a Izrael jo plačuje vsakič znova. In zato so Izraelci trenutno nekoliko razočarani nad Trumpom. Zdaj si Trump želi dogovora. Natančneje, dogovor, ki konča iransko jedrsko grožnjo, stabilizira Bližnji vzhod in predstavlja ključen dosežek zunanje politike njegovega drugega mandata. Večji od vsega, kar je uspelo kateremukoli prejšnjemu predsedniku. Povedal je, da so pogajanja zelo blizu, vendar smo to že večkrat slišali. Celoten njegov pristop v tej regiji je bil usmerjen v to, da ta pogajanja ostanejo živa. In ko bo končal svoj predsedniški mandat, ne namerava ostati v zgodovini kot predsednik, ki mu ni uspelo doseči dogovora z Iranom. Toda kar si želi, je le to, da Iran nima jedrske zmogljivosti. To je bilo jasno povedano. J.D. Vance je to povedal in to ni isto, kot si želi Izrael.
Ker zanje dejstvo, da Iran, Islamska republika, ostane živa in ostane kot neka nadležna grožnja, povsem v redu, dokler je tole to, nadležna nevšečnost in ne popolna resna grožnja. Izrael si želi, da Islamska republika izgine. In ti dve stvari trenutno sploh nista usklajeni. Poleg tega si želi tega dogovora preveč in Iran to zazna. Ta želja je povzročila 2 meseca, ki jo lahko upravičeno opišemo kot izkazovanje ameriške šibkosti. Zamižali so na eno oko ob iranskih provokacijah v zalivu, popuščali, da bi Teheran ostal v igri in pritiskali na Izrael, naj prenese napade, na katere bi sicer odločno odgovoril. Trumpu v prid so bile uvedene tudi hude finančne sankcije. Morda bomo o tem naredili oddaj naslednji teden. In obstaja resnična zavezanost, da bo ta dogovor močan. Ampak to ni tisto, kar Iran opazuje. Kar Iranu največ pomeni, je to, da je Trump že nekaj ur po izstrelitvi 11 balističnih raket na ameriškega zaveznika stopil pred kamere in rekel: "Ustavite svoje rakete." Pri tem pa je mislil na Iran. To je dovolj. Vrni se za pogajalsko mizo in skleni dogovor. Dodal je, da upam, da Izrael ne bo odgovoril, ker če Bibi odgovori, se bo to dogajalo še naprej, tako kot zadnjih 47 let ali zadnjih 3000 let. Teheran je slišal vsako besedo tega. Kar ponižujoče za Netanjahuja, če mene vprašaš. Tukaj je resnica o Trumpovem stališču. Trenutno si ne želi vojaške eskalacije, ker spremlja, kaj si želi ameriška javnost. In to je, da ne bi plačevali več za gorivo zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Prav tako pa niso posebej naklonjeni Izraelu. Trump to ve in zato ga trenutno vojaške eskalacije ne zanimajo. Iran to razume in izkorišča v svojo korist. Strukturni problem pa je naslednji. Verodostojna grožnja silo je tisto, zaradi česar je dogovor sploh vreden sklenitve. Vsakič, ko Trump nakaže, da bo zadrževal Izrael in sprejel iransko zaostrovanje, da bi zaščitil pogajanja, se ta verodostojnost zmanjša. Njegov vpliv se zmanjša in dogovor, ki ga na koncu doseže, odraža dejanski vpliv, ki ga ima. Ko je Trump v začetku junija zahteval spremembe osnutka sporazuma, je Iran odgovoril s stopnjevanjem svojih lastnih zahtev. Trump je ta teden tudi dejal, da Netanjahu ne bo imel druge izbire, kot da sprejme vse, kar bodo ZDA dosegle z Iranom, in dodal: "Jaz odločam." In to priznanje, da Washington in Jeruzalem nista usklajena, je informacija, ki jo Iran izkorišča v svojo korist. Seveda, čeprav sta Trump in Netanjahu prijatelja, dejstvo, da Trump jasno daje vedeti, da je on tisti, ki vodi igro, popolnoma koristi Trumpu. Pri ameriškem ljudstvu, ki trdi, da Netanjahu nadzoruje Trumpa, to pomeni, Trump le izkorišča svoja medijska sporočila za lastno korist. To ne bi bilo presenečenje. Vidite, možno je, da gledamo predstavo, da Trump in Netanjahu vodita usklajeno dolgoročno igro, kjer je vidno trenje namenjeno temu, da Islamsko republiko uspavajo v lažen občutek varnosti, preden se zgodi nekaj odločilnega in eksplozivnega. Brezbesedne igre. Obstajajo poročila o tem, da se v Iranu ponovno začenjajo študentski upori, kar je vredno natančno spremljati, saj je zrušitev Islamske republike od znotraj nekaj, za kar si Izrael prizadeva že od samega začetka. Če pa to ni predstava, če je to preprosto tako, kot se zdi, potem smo morda Iranu podarili darilo, ki ga ni potreboval. Možno je, da si Amerika in Izrael nista enotni glede dolgoročnih ciljev, ki jih morajo imeti v teh odnosih z Islamsko republiko. Nenehno smo podcenjevali Islamsko republiko, ker so izjemni strategi. So potrpežljivi pogajalci in izjemno spretni pri iskanju šibkih točk svojih nasprotnikov, ter nato znova in znova pritiskajo na te šibke točke. Kar je tako frustrirajoče je to, da nam je bilo to že več kot očitno, pa vendar še vedno nastavijo past. In opazujejo, kako druga stran stopi naravnost vanjo. Vsi trije igralci trenutno igrajo svojo lastno partijo šaha na isti deski in z vsako potezo enega igralca mora vsaj eden od drugih plačati ceno. Ampak za konec vam želim povedati naslednje, ker slika ni tako temna, kot se morda zdi zdaj. Iran je res izvedel briljantno potezo ta konec tedna. In vendar je na isti dan, ko je bilo izstreljenih teh 11 raket skozi letališče Ben Gurion, šlo 50 000 ljudi. Rakete so bile prestrežene, prav vsaka. Ni bilo žrtev, ni bilo ranjenih. Življenje v Izraelu se ni ustavilo. Država tokrat niti trznila ni. In to je pomembno, ker vam pove nekaj, česar Islamska republika noče sprejeti. Da kljub vsej njihovi strateški briljantnosti, vsem pa s tem, ki so jih nastavili in normam, ki so jih poskušali uveljaviti, streljajo na državo, ki se že 75 let uči, kako prenesti neznosno in iti naprej. In morala v Izraelu je visoka. Islamska republika te vojne ne bo zmagala. Kar bi morali zdaj spremljati je, ali bodo akterji od tu naprej sprejemali prave odločitve. In najpomembnejša je ta.
Vsak dogovor, ki formalno poveže Iran s Hezbolahom, ki utrdi vlogo Irana v Libanonu kot legitimnega garanta, ne oslabi iranskega vpliva na to državo. To v bistvu legalizira njihovo oporišče v Libanonu, kar je katastrofa za Izrael, katastrofa za Ameriko in, kar je še pomembneje, dejansko katastrofa za prebivalce Libanona same, ki presenečenje, si ne želijo, da teroristična organizacija nadzoruje njihovo državo. Vzame nekaj, kar naj bi bilo vedno zanikano, in to naredi res trajno. Legitimira teror. To bi bila resna napaka. In ljudje, ki to pogajajo, morajo razumeti, kaj bi podpisali. To ni le majhna opomba v dogovoru. To je pomembna izguba za Zahod in za Bližnji vzhod. Prihaja nekaj večjega. Ne glede na to, ali bodo študentski upori znotraj Irana dosegli svoj trenutek, ali bodo finančne sankcije končno dosegle prelomno točko, ali pa bo prišlo do vojaškega ukrepa, ki ga nihče od nas ne more v celoti predvideti, je trenutna situacija nestabilna na načine, ki se ne bodo kar tako rešili. Islamska republika je briljantna in neusmiljena ter popolnoma predana viziji sveta, v katerem ni prostora za Izrael, za Zahod in, iskreno povedano, niti za iransko ljudstvo samo. Ta kombinacija briljantnosti in obsedenosti z uničenjem je prav to, kar jih naredi resnično nevarne. In prav to, zaradi česar je nujno, da ljudje, ki sedijo nasproti njim za mizo, nehajo podcenjevati, s čim imajo opravka. Kot sem že rekla, še ne poznamo celotne zgodbe, vendar spremljamo dogajanje in bomo še naprej skupaj poskušali razumeti, kaj se dogaja. In kar zadeva to, kaj bi morala Izrael dejansko storiti zdaj, da ustavi Iran pri naključnih napadih na Izrael, kar je postalo nova realnost, je odgovor iskreno preprostejši, kot se sliši. Uporabite iransko strategijo in jo obrnite proti njim. Poglejte, kaj si Iran obupano želi ohraniti. Hezbolah, to je njihova najdragocenejša lastnina, sredstvo, zaradi katerega so izstrelili balistične rakete za zaščito, del, ki si ga ne morejo privoščiti izgubiti. Zato tudi stavijo celotna pogajanja nanj. Torej, naj Hezbolah plača ceno. Ni nujno, da se za povračilni ukrep proti Iranu neposredno udari po Iranu, ampak jih udarite tam, kjer jim je najbolj mar. Udarite jih tam, kjer jih resnično boli. In naučili se bodo povsem drugačne lekcije, kot so se naučili ta konec tedna. Povejte jim, da če so pripravljeni tvegati vse, da ohranijo Hezbolah, potem bo, ko bodo ukrepali, uničena prav tista stvar, do katere jim je najbolj mar. Izrael napade Hezbolah še z večjo intenzivnostjo, kot jo je do zdaj. Tukaj vidimo 3 različne strani, vsaka s svojimi koristmi in vsi delujejo usklajeno. In na koncu dneva so ljudje v teh državah tisti, ki na koncu dejansko izgubijo zaradi sprejetih odločitev. Kot vedno bomo to epizodo zaključili z molitvijo, da bi naše vodstvo sprejemalo prave odločitve, pametne odločitve, ki niso namenjene le njihovim političnim agendam, ampak dejansko izboljšujejo Bližnji vzhod. In upamo, da se bomo lahko približali svetu, v katerem teroristični režimi ne vladajo in kjer je mir ali bližina miru dejansko resničnost. Sem Aira Kay in se vidimo naslednjič.